Lep pozdrav vsem skupaj, vsem, ki ste se udeležili našega dogodka. Današnji dogodek organiziramo v okviru nacionalne koordinacije Evropskega tedna mobilnosti skupaj z Ministrstvom za zdravje. Namen današnjega dogodka pa je predstavitev pomena gibanja za naše fizično, mentalno in pa duševno zdravje, kako do podatkov in kazalnikov zdravja v slovenskem prostoru. Nekako bomo predstavili tudi sistemske ukrepe na področju duševnega zdravja in pa potem v drugi polovici dogodka predstavili praktične primere aktivnosti vključevanja in povezovanja gibanja z aktivnostmi trajnostne mobilnosti, z programi, z ukrepi, ki se izvajajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, v okviru in ne samo v času Evropskega tedna mobilnosti, ampak lahko tudi širše. Pomembno se mi zdi, da slišimo dejstva, da slišimo podatke o tem, kako pomembno je gibanje za naše fizično, mentalno in duševno zdravje, ne samo mi, ampak da vi kot koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti oziroma, ker so bili povabljeni tudi predstavniki športnih društev, predstavniki društev različnih društev, ki se ukvarjajo z različnimi aspekti zdravja. Se mi zdi, da vi ste tisti, ki nekako imate direkten stik z ljudmi in je pomembno, da ta dejstva, te podatke tudi prenašate naprej. Zdaj bi pa besedo predala doktor Marjeti Recek iz Ministrstva za zdravje. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Spoštovani predstavniki občin, spoštovane udeleženke in udeleženci. Prav veselje mi je, da vas ob tej priložnosti ponovno lahko nagovorimo predstavniki Ministrstva za zdravje. Z ministrstvom, pristojnim za okolje, že vrsto let zelo dobro sodelujemo pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. To je tudi ena od skupnih nalog, ki smo si jih zadali v nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija. In z njim želimo izboljšati zdrav življenjski slog, zmanjšati breme debelosti in kroničnih bolezni med prebivalstvom. Trajnostna mobilnost, kot sta hoja, kolesarjenje in javni prevoz, prinašajo mnoge koristi. In ne le, da zmanjšujejo onesnaževanje zraka, prometne zastoje in hrup, ampak prispevajo tudi k ustvarjanju bolj povezane, živahne, predvsem pa zdrave in zadovoljne skupnosti, kar je v današnjih dneh še posebej pomembno, ker se življenje zelo usmerja v individualnost. Čistejše okolje pomeni manjše tveganje za respiratorne bolezni in alergije, kar neposredno vpliva na zdravje občank in občanov. In več telesne dejavnosti prispeva k boljšemu telesnemu fitnesu in k zdravi telesni masi in z redno in dovolj intenzivno telesno dejavnostjo lahko preprečujemo kardiovaskularne bolezni, debelost in številne druge zdravstvene težave, ki jih prinaša današnji način življenja, ki je izrecno sedentaren, saj presedimo večji del dneva. Seveda je pa telesna dejavnost oziroma gibanje pomembno tudi za uspešno soočanje s stresom in drugimi duševnimi obremenitvami. Zavedamo se, da imate lokalne skupnosti najpomembnejšo vlogo, ko se dejansko prenašajo politike v prakso. Zato smo veseli vaše udeležbe in upamo, da bodo informacije, ki jih boste danes prejeli, v pomoč pri načrtovanju letošnjega Evropskega tedna mobilnosti in pa tudi pri načrtovanju trajnostnih izboljšav, saj so te na koncu ključne, če želimo zgraditi bolj vzdržne skupnosti za sedanjost in prihodnost.
Tako da le vztrajajte še naprej in bodite ponosni na vse tisto, kar ste dobrega že naredili, predvsem pa se ne ustrašite izzivov, ki so še pred vami. Tako da vam želim uspešno delo. Hvala lepa. Zdaj bi pa kar predala besedo našemu prvemu predavatelju. Naš prvi predavatelj je profesor dr. Vedran Hadžić, ki prihaja iz Fakultete za šport, je doktor medicine in sicer nam bo predstavil pomen vpliva telesne dejavnosti na naše telesno in duševno zdravje. Kar predajam besedo. Ne slišimo vas, imate izklopljen mikrofon. Nekaj tehničnih težav. Z doktorjem sva se slišala malo prej, pa je še vse delalo, zdaj se ne slišimo. Ok, evo rešeno. Ja, zdaj se slišimo. Sliko vidite zdaj? Ja, vidimo. Tudi še ne. Ja, vidimo eno slikco, ne prezentacije, ampak kot rok. A je to prav? Ja, to ne ni prav. Ni prav, dobro. Ne, imam deljen zaslon, pa mi je kamera pa tole ušlo na drug zaslon, se opravičujem. Bomo takoj začeli. Sem večkrat, da poiščem tole miško še iz tega, ok. Predstavitev, zdaj pa ne vidite ničesar, verjetno, ne? Drži? Ok, evo, zdajle bo pa šlo. Skupna raba. Sem se predolgo pripravljal, pa je tako. S tem. Se opravičujem. Evo ga, zdaj pa bo s tem. Lep pozdrav še v mojem imenu, sliko zdaj vidite, vse vidite, ne? Lep pozdrav z Fakultete za šport, hvala organizatorjem, obema ministrstvoma za vabilo. Jaz bom v tem času, ki mi je namenjen, res probal v bistvu tako neke osnovne stvari v zvezi z telesno dejavnostjo in vadbo povedati v povezavi torej s tem rekom zdrav duh v zdravem telesu, ki je precej star, ne, se pravi ta rek, ki se danes pogostokrat uporablja, če gledamo zgodovinsko, že kakih 150 let nazaj so v bistvu telovadna društva, ne, se pravi Južni Sokol, ne, vabila zaradi koristi telovadbe oziroma gimnastike, ker se s tem krepča telo in duša, ne. Ta gospod na sliki je Viktor Murnik, tisti, ki je vodil v bistvu ta združenja in bi rekel tako, da tudi ta rek na Slovenskem ima neko dolgo zgodovino in da smo vendarle v bistvu v Sloveniji telesno dejavni bolj kakor, bi rekel, zahodni svet, imamo to zakoreninjeno in tudi podatki, če gledamo zdajle zadnji statistični letopis iz leta 2022, v bistvu kažejo o tem, da je kar 80% prebivalstva v bistvu zadošča tistim kriterijem Svetovne zdravstvene organizacije glede potrebne količine telesne dejavnosti za doseganje učinkov zdravja. Ta rek anima sana in corpore sano, ne, se pravi, je tudi nekako vezan tako športno obutvijo. Zdaj ne vem, kolikokrat ste Asics srečali kot neko znamko, ampak je ravno okrajšava teh prvih besed, tako da ta povezava med duhom in telesom je, bi rekel, zelo tako poudarjena. Je pa res, da v nekem kontekstu zdravja, ko govorimo, mi se vedno osredotočamo na tiste zadeve, ki so povezane z najvišjo umrljivostjo. Tudi to drevo, ki ga zdaj vidimo na tej drsnici, govori v bistvu o tistih najpogostejših vzrokih umrljivosti v sodobnem svetu. Se pravi, srčno-žilne bolezni, rakave bolezni, kronična obstruktivna pljučna bolezen in sladkorna bolezen. In to, kar je zanimivo, v bistvu te bolezni so vse povezane z življenjskim slogom posameznika. Z nezdravim prehranjevanjem, pretiranim pitjem alkohola,
telesno nedejavnostjo in v bistvu kajenjem tobaka. Zdaj, naše področje tle se tiče v bistvu samo ene od teh komponent, torej te telesne nedejavnosti. V tem kontekstu tudi, ko gledamo, bi rekel, priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, so, bi rekel, že dolgo let jasna. Priporoča se za ohranjanje zdravja 150 do 300 minut zmerno intenzivne vadbe, ali pa če intenzivnost vadbe višja, se lahko čas vadbe primerno skrajša. Mi sami na Fakulteti za šport pa raje v bistvu se osredotočimo na tiste odmerke vadbe, ki so nekoliko večji, ker mi, ko govorimo o vadbi, vemo, da je vadba precej varno zdravilo. To pomeni, da je razpon, v katerem bi pa prišlo do nekih morebitnih tveganj v povezavi z vadbo, zelo širok, tako da lahko mirno svetujemo v bistvu 300 pa 150 minut, se pravi 300 minut zmerno intenzivne vadbe, 150 minut visoko intenzivne vadbe na tedenski ravni. Predvsem mislim, da je zelo pomembno poudarjati, da je pri vadbi zelo pomembno postopen začetek in potem progresija. Se pravi, da se skozi čas... Doktor, mislim, da je prišlo do tehnične težave. Nekaj ljudi se je oglasilo, da ne vidi ekrana. Prosim, da poveste še ostali, ali vidite deljen ekran ali ne. Vidimo. Vidite. Aha, Mi ga vidimo. Vidimo. Se opravičujem, Meni kaže torej... se, Ja, se opravičujem, da sem vas prekinila. Ne, nič hudega, vse prav s tem, absolutno. S tem se pravi, je zelo pomembno, torej, da se vrnem na tole, da se začne postopoma in da se potem v bistvu naredi progresija. To pomeni, da obremenitev, intenzivnost vadbe skozi neko časovno obdobje potem primerno dvigujemo. Še ena zadeva, ki je zelo pomembna v teh zadnjih priporočilih iz leta 2020, je to, da so dodane vaje za moč. Namreč medicinska stroka je dolga leta v bistvu priporočala zgolj aerobne oblike aktivnosti, torej hojo, tek, plavanje, kolesarjenje, medtem ko je vadba za moč neupravičeno, bi rekel, bila zapostavljena. Zdaj so to zadevo odpravili, tako da najmanj 2-krat na teden, najboljše kar 3-krat na teden v bistvu izvajati vaje za krepitev mišic, torej vključevati večje mišične skupine, ker mi točno vemo, da v bistvu dva najbolj z zdravjem povezana parametra so maksimalna poraba kisika, VO2 max, ta bo pa odvisna seveda od mišične mase, ki jo z vadbo za moč dobimo. Zaradi tega je v bistvu ta drug parameter še mišična jakost, se pravi, ki močno vpliva na te, bi rekel, fiziološke parametre zdravja. Še ena zadeva je zelo pomembna. To je pa to, da se zavedamo, da na eni strani imamo tudi telesno nedejavnost kot zelo pomemben dejavnik tveganja. Namreč mislim, da se večina populacije nekako ne zaveda, da je tveganje zaradi sedečega, sedentarnega življenjskega sloga, tako kot dr. Recek prej povedala, tako veliko in primerljivo celo s kajenjem. Ampak na nek način je družbeno sprejemljivo. Tudi zdajle v tem trenutku smo pač zaradi narave dela vsi v sedečem položaju. Ampak moramo se pa zavedati, da ta čas, ki ga preživimo sede, lahko omejujemo in ga lahko nadomeščamo v bistvu z ustrezno količino telesne dejavnosti. Za vsako uro sedenja je potrebno 7,5 minut, bi rekel, telesne dejavnosti, da tiste negativne učinke kompenzira, ali pa če bi rekli za en 8-urni delovnik, je potrebna 1 ura telesne dejavnosti, ki bo izničila tiste negativne učinke samega sedenja. Vizavi tega so tudi ta priporočila Svetovne zdravstvene organizacije treba imati v tem kontekstu, da gre za omejevanje negativnih učinkov, za doseganje zdravja, potem pa definitivno te večje številke bolj so primerne, bolj zadoščajo, da se ti učinki dosežejo. To dosežemo na različne načine, tudi to, kar bo na koncu dneva predstavljeno polni zagona. Mi smo tudi prek univerze 2 dni nazaj že dobili v bistvu vabilo k sprejemu tega izziva in smo seveda na Fakulteti za šport to z veseljem zagrabili in bomo seveda ta izziv z veseljem sprejeli, tako kot včerajšnji tek od fakultete do fakultete, ki je nekako že v bistvu stalnica, ki ga delamo.
Torej, zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker največkrat je izgovor posameznikov, da ne telovadijo ravno v tem, da imajo pomanjkanje časa, da časa ni. Zanimivo je pa, da vsi ti posamezniki naenkrat najdejo čas takrat, ko zbolijo. Se pravi, in tu mislim, da časa je na voljo 24 ur, kaj počnemo z njim, je pa v bistvu naša odločitev. In če se zavedamo, da je vadba pomembna, potem pa v bistvu vse oblike vadbe, to, kar vidimo v bistvu telesne dejavnosti, bi rekel, lahko skozi različne, bi rekel, segmente pokrivamo. Ker če rečemo, da je telesna dejavnost neka nadpomenka, to, kar se tujko reče physical activity, potem je lahko ta povezana s poklicem in v tem kontekstu je ta polni zagona zelo pomemben, da aktivno pridemo na delovno mesto, bodisi s kolesom. Tu pa je zelo pomembno v bistvu zagotovitev teh ustreznih pogojev, tako kolesarskih poti, kakor varnih peš poti. Seveda to je povezana tudi s transportno dejavnostjo in tudi seveda ta hišna opravila vsakodnevna. Ne vem, zdaj, če govorimo o nekih vrtovih, ki pa so nekako, bi rekel, značilni za slovensko okolje, tam vemo, da tudi skozi to naredimo nekaj telesne dejavnosti. Ko pa rečemo v bistvu o rekreaciji, športu, vadbi, ko govorimo o tem pojmu, takrat pa v bistvu gre za strukturirane oblike vadbe. Tiste, ki v bistvu gre za telesno dejavnost, ki ima nek določen namen, in v takih primerih je zelo pomembno v bistvu, da se držimo tistega, čemur mi rečemo fit princip. To je neko načelo pri vadbi, ki zagotavlja, da če rečemo, ok, vadba je neko pomembno zdravilo v tem kontekstu, če hočemo, da to zdravilo deluje, mora biti predpisano v ustreznem odmerku. In odmerek tle se nanaša na to, kako pogosto neko vadbo izvajamo, s kakšno intenzivnostjo, koliko časa vadbene enote trajajo in kakšni tipi vadbe so tisti, ki so lahko pri tem izvedeni. Zdaj, ko govorimo o tipih vadbe, načeloma ločimo med aerobno vadbo pa vadbo za moč. Danes pa vemo, da pri vseh programih kombinacija obojega, vadbe za moč in aerobne vadbe, je tisto, kar je, bi rekel, najbolj pomembno. In seveda na tem področju, ko govorimo o količini intenzivnosti, je zelo pomembno, da se v delo na področju vadbe, ne govorimo o telesni dejavnosti, ki jo lahko vsi s svojim življenjskim slogom dosegamo, govorimo torej o organiziranih oblikah vadbe, da se ta vadba izvaja pod strokovnim nadzorom, se pravi,